Kot ste lahko prebrali v članku, ima sir neverjetno veliko pozitivnih lastnosti in prav iz tega razloga sem z največjim veseljem objavil ta članek, saj po pravici povedano me moti, koliko se zadnje čase pljuva po mlečnih izdelkih in med drugim tudi po siru, saj definitivno ni univerzalnega živila, da bi rekel, to je za vse slabo, to je za vse dobro, ampak to je druga tema. Zdaj govorimo o pozitivnih lastnostih sira in tukaj bi rad samo povedal o teh 4 točkah, oziroma kjer so noter v članku navedeni vitamini in tiste snovi, ki so zelo tudi koristne, ki jih lahko dobimo v siru in jih mogoče drugje ne dobimo toliko. In seveda dodatek k temu, da povem glede dodatkov, ki sem jih tukaj priporočal, se pravi za tiste, ki mogoče vseeno s prehrano ne vnesete zadostnih količin, piše, da je v siru recimo veliko kalcija, vitamina B12, vitamina D in tudi veliko beljakovin. Kaj tukaj jaz priporočam, oziroma še cela konjugirana linolejna kislina je zelo prisotna v sirih. In tukaj so 4 izdelki, ki so namenjeni recimo nadomeščanju točno teh specifičnih stvari in kaj so njihove pozitivne lastnosti. Recimo vitamin D je en izmed najpomembnejših maščobi topnih vitaminov. In če ga ne dobimo dovolj iz sonca, ga moramo zaužiti s hrano, kar se pogosto ne zgodi. Zaradi tega je smiselno meriti v krvi in iz tega razloga ga je ponavadi zelo smiselno tudi dodajati v obliki prehranskih dopolnil. Druga stvar, kalcij in vitamin B12. Recimo B12 je tisti ključni vitamin, ki ga recimo pri ljudeh, ki ne uživajo živalskih beljakovin, konstantno primanjkuje, zaradi tega ga je takrat zelo dobro nadomeščati, seveda tudi dobro preverjati v krvi, ampak ker je to v vodi topen vitamin, se z vodo izloča in ni tako kritično, če se tudi zaužijo prekomerne količine. Kalcij pa je tisti, kako bi lahko temu rekel, mejni mineral, ki je zelo, zelo pomemben, ampak moramo paziti, da se učinkovito in pametno absorbira. In za dobro absorpcijo kalcija je zelo pomembna raven vitamina D, magnezija in vitamina K. Saj, če uživamo preveč kalcija in vseh ostalih, kateri sem naštel, ni dovolj, pride do nalaganja kalcija v napačne strukture tja, kamor si ne želimo. Zaradi tega je dobro recimo kalcij v obliki dodatka, recimo tukaj v tem multivitamin kompleksu, kjer so še vsi ostali vitamini, zato da se ravno izognemo temu, o čemer smo govorili. In seveda CLA, konjugirana linolejna kislina, v dodatku CLA, green tea in CLA, zeleni čaj in L-karnitin, ki je namenjen povečani porabi energije za termogenezo, oziroma se lahko uporablja kot pospešitev oziroma pomoč pri izgubi maščobe. Tako da toliko povezavi članka s temi dodatki tukaj spodaj. Se vidimo naslednjič.